Steyr 415, 137 konov s power boostom, to ima že Faberž knot, 4 cilindre, Iveco motor, približno 2,30 m širok, težek je 5 ton, 40 km/h ga piči, 16 brzin, 16 naprej, 16 nazaj, 4 pare ventilov ima, zrak, zavore, priklop, tipke za zunanje upravljanje, za vklop kardana, za hidravliko gor dol. Kolesa so 540, 65, 38. Profil je še dober, ta zadnje kolesa imajo 90% profila, ta prve so še skoraj KNV, 99%. Ta prve so pa dimenzija 440, 65, R28. Predna hidravlika, preden kardan, eno lightingo imaš, frej, tudi knofi za hidravliko dvigati gor dol. Tole zraven je MX-ov Quift, 900 kg je težek, možnost priklopa je 2-točkovna ali pa 3-točkovna, zato ima pa tele noge in samo zraven pripeleš, dvigneš, se naslon, ne rabiš nič za zgornje prečke, če jo pa češ, jo pa daš, kakor češ. Predvsem imaš enih možnosti, koliko visoko daš, tele tudi štelaš. No, priklopa imaš spredaj, pa palčko, da vidiš, kje je sredina. To je original barva, to ni bil nič poštrihan, kakšne malenkosti, ampak načeloma pa še sija, tale plastika pa to je vse original. Iveco motor, 4 cilindre, tako kot sem že rekel, 137 konov ima živahen kanvarc, tako da je vpeljal mrskaj tale traktor. Filtri pa olja so zamenjani, tako da je tudi motor je suh, nikjer nič masten, moker. CNH Iveco. Tudi štima ima dobro tale žval, 4-cilinderska. Luči tudi svetijo, tako da boš v kapo noč uravaj ga. Še ta prvi pot. Vstop v kokpit. Gramer sedež, sovoznikov sedež, komande, cel kup enih komand, armatura, za hidravliko naštimvati. Za hidravliko gor dol, to je za 4x4 pogon, avtomatsko pa manual, isto za špero. Tle imaš tele tempomate za obrate na motorju. En ventil, drug ventil, tretji ventil, četrti ventil. Nastavitve za IHR, hitrost pa to štelaš, pa ko gre gor pa dol, pa koliko plava. Bremza za kardan, avtomatsko klop kardana, klima. Nekaj piha v glavnem. Vtičence, še več vtičenc, za kakšne računalnike. Vklop ta zadnjega kardana, vklop ta prvega kardana. Tle štelaš brzine kardana. To se pravi, imaš 540, 540 Eco, pa 1000 obratov. Tle spodaj, ko so pa tele številke, to pa kaže, koliko moraš imeti obratov na motorju, da dosežeš obrate na kardanu. To se pravi, za 540 obratov, če imaš tle nastavljen, rabiš skoraj 2000 obratov na motorju. Za ta prvi kardan je pa itak fiksen, 1000 obratov. Kva se tu nič ne vidi. Tle imaš še malo komand, kva češ da ti laufa, sam hidravlika, sam ventili. Tle štelaš pretok ventilov, štand gas, joystick. Malo so se že napisi izbrisali, pa sem pa kar malo popravil, da se saj malo ve kvaj kaj. Saj na harmonk tudi nič ne piše, kjer je tipka za kaj. Tole je za ventil.
Tole je za brzine, gor, koliko pol gor šaltaš. Pa ko prideš do 13, imaš pa zadnji en knof. Tale knof, ta. In ga pritisneš, da gre čez, da greš poj do maksimalno 16 pride. Na hitre brzine ali pa te počasne. Pa sam s temole šaltaš, to ne rabaš nič sklopke, to se sam pileš. Daš tegale naprej, da se začneš voziti. Pa sam klikaš plus. Veš, let pa kaže poj. Pa sam greš. Do 13. Pa tega. Pa fleten gas držiš, drugega ne rabaš. Pa se voziš, kalort. Tole je z hidravliko, gor pa dol dvigati avtomatsko. To je inverter, sam klikneš za naprej pa nazaj. Tole imaš neki zaštevce cahnat, ne vem jih točen kva je. To je za avtomatsko šaltanje. Tlele pa za selfije delati, če češ. Če všlikaš na babo vozu, da se imel slika noter. Evo radio, ima še nemške komade gor, ker lepo se ugasne. Luči. Približno 8200 urma. Tle imaš pa še cel kapenih nastavitev lahko ti hektare šteje, cajt, ne vem, v glavnem, dosti enih možnosti, sam jaz jih nisem vseh naštediral. Evo, zdaj pa še drvo, oziroma pluh. Imaš jo Unico 3+1, Vario. Širina oranja od 25 do 55 cm, dolge, polne zavite dile, pa še odkvirna landa, pa predplužniki. Ostalo je od lemkna. Varovanje je na strižen vijak, kolo, blažilc, 3+1, se lahko tega dol vzamete zadnjega. Evo, cilinder za širino štelat. Tukaj vidiš od 25 do 55. Še imamo nastavitev. Močno je tudi narejen orenk. Razmak med brazdami je 105 cm, clearance je 80 cm. To je za traktorje približno do 140 konov. To je za tega Steyr idealen.